Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav iz ljubljanskih Stožic, kjer je pred nami tekma 22. kroga prve lige Telemach med domačo Olimpijo in Domžalami. Krasno, sončno vreme za ta letni čas, naravnost toplo vreme, idealni pogoji doma prav proti Domžalčanom in ta zadnja trojica se nevarno približuje Domžalčanom, če Ravbarji ne bodo kmalu začeli igrati bolje. Tule pa je zadetek! Raul Floruč, 1-0 za Olimpijo, 13. minuta. Zmaji so torej povedli. Vidimo Štubljarja, ki je bil nemočen, odličen strel z levico, diagonalno v desni spodnji kot. Bomo videli, če tule ni šlo morda za offside. Durdov, Motika. Suale pred vrata, nova priložnost za Olimpijo, spet se tam bori Floruč, pa potem Posavec in tudi tole. Posavec ni pospravil v mrežo nasprotnika, oziroma Bobarič je bil na mestu, Hempt zdaj do Husmanija, Berc pa Brecl, veliko prostora zdaj za Brecla, Brecl s predložkom, priložnost, Krupič povsem sam. Kakšna bo zdaj distribucija, kdo bo podal, ali Lasickas ali Floruč, vendarle Floruč, Floruč in gol! 2-0, Marcel Ratnik. Da vsaj meni se zdi, da je šlo tule za prepovedan položaj. Mislim, da skoraj da ni dvoma, razen če je desna noga Nvankva slučajno tako nazaj. Ampak ni, offside ostaja torej 1-0. Hamid Begovič in Motika, Suale. Posavec, lepo zdaj, Posavec ima priložnost, še vedno Posavec, Floruč prek vrat. Ratnik, Nvankvo to da, Floruč do žoge, podaljšal je do Durdova, Durdov preigrava, Durdov strelja in brani Štubljar kot za Olimpijo. Floruč. Še vedno Raul Floruč strelja, Štubljar brani. Brecl ob Brestu in Sualejo je uspel podati Stupareviču, Stuparevič. Fadida, Hempt odbija pred Brestom, toda iz ozadja Suale, pa zdaj Agba. Agba se je odločil za strel, tudi on ni bil natančen, žoga. Poskušajo gostje s temi dolgimi, visokimi žogami, zaenkrat neuspešno. Tule pa zdaj je Floruč proti žogi, odkriva se Fadida, Raul Floruč, Floruč še vedno, Floruč in odprl se je potem za strel z levico, toda. Po tekmi v naši družbi trener Olimpije Zoran Zeljković. Gospod Zeljković, čestitke za zmago. Na koncu 1-0, lahko bi bila tale zmaga še višja, nekako se vendarle zdi, da zmagovalec nikoli ni bil vprašljiv. Kako ste vi videli tekmo? Ja, enako kot vi, zelo sem vesel, kajti nasprotniku praktično nismo pustili nič. Kontrolirali tekmo, normalno si jaz isto želim kot gledalci več golov, ampak ni lahko, kontrolirali smo na to, kar sem si najbolj želel in verjamem, da lahko tudi bolje, ampak neka osnova in z veseljem in z neko optimistično gledam naprej. Predstavil se je danes tudi Ivan Durdov, nekako ta tip napadalca, ki je nevaren za gol, to, kar ste si tudi želeli, ne filozofira veliko, išče najhitrejšo pot do gola, na koncu tudi asistenca. Kako ste zadovoljni recimo s tem napadalnim delom Olimpije danes?
Nisem najbolj, ker smo imeli kar nekaj situacij, ki bi lahko bolje, ampak ja, Durdo mora malo še spoznati igralce in mu bo potem laže, ampak mislim, da je danes pokazal ogromno dobrih stvari in verjamem, da bo vedno bolje. Zdaj ste nanizali 2 zmagi zapored pri Olimpiji, je vedno tako, da pač mora nekako zmagovati v nizu, sploh v lovu na vodilne Celjane. Koliko lažje bo zdaj v pripravi na naslednjo tekmo, časa ni veliko, ampak vendarle po 6 točkah z 2 tekem malce lažje v tem pogledu zagotovo. Ja, sigurno je, vsak je bolj samozavesten, ko zmaguješ, ampak zdaj nas čaka zelo težko gostovanje, se pravi, igramo proti Aluminiju, nikoli ni tam lahko, tako da danes se bomo malo poveselili, jutri moramo že razmišljati o naslednji tekmi in potem prihajajo počasi res tiste težke tekme in želim si, da bomo v dobrem ritmu. Po tekmi v naši družbi trener Domžal Dušan Kosič. Gospod Kosič, na koncu zmaga Olimpije z 1-0. Manjkale so predvsem nekako, kar smo videli z tribune, priložnosti Domžal. Kako pa bi vi ocenili tole tekmo? Ja, tekma ni bila neka lepotica, ne z ene, ne z druge strani. Mi smo v tem momentu želeli biti kompaktni, čim manj Olimpiji dovoliti. To nam je večji del tekme uspevalo, proti naprej smo bili pa res nekako premalo odločni, ampak je, kar je. Vstopate zdaj oziroma s to tekmo ste vstopili v niz res zahtevnih tekem. Že pred tekmo sva se malce pogovarjala, nekako se preštejete pred vsakim obračunom. Kakšni dnevi so zdaj pred vami? Vsi se bojo vrnili, tudi te igralci, ki zdaj manjkajo, ki sigurno dajo neko dodano kvaliteto. Danes so igrali neki igralci, ki niso dobivali do zdaj veliko priložnosti. Moram jih pohvaliti za odnos, do konca smo se borili. Da bomo pa še rezultatsko uspešni, bomo mogli pa še malo dodati. Po tekmi v naši družbi nogometaš Olimpije Raul Floroč. Prvo čestitke na pobedi, Olimpija 1, Domžale 0, bitna pobeda za nastavak sezone. Kako ste nekako vi vidjeli utakmicu? Pa evo, dobro smo se pripremali za utakmicu, znali smo da će biti jedna teška utakmica. Dobro nam je došao taj brzi gol da se posložimo i da mirnije i sigurnije odigramo tu utakmicu. Mislim da smo evo, dominirali cijelo vrijeme. Htjeli smo i postići drugi i treći gol, ali evo, na kraju ostao 1-0 i 3 boda se pišu. Što se vas tiče, nekako izgledalo je da ste dosta dobro odradili pripreme, da ste došli u dobroj formi u nastavak sezone. Znamo da u prvom delu sezone imali ste problema sa ozljedom. Koliko bitan je sad za vas i taj gol, za vaše samopouzdanje? Vjerovatno neka stvar koja će vam dobro doći u nastavku sezone. Pa da, evo, upravo ste. Mislim da svakom igraču i gol donose nešto za samopouzdanje, a dobro sam odradio pripreme, da, osjećam se dobro, evo, kad god me stavi trener dam sve od sebe i na kraju krajeva je bitno da svaki igrač daje sve od sebe da pomogne ekipe, jer ekipa je najbitnija. Po tekmi v moji družbi Lukas Hemd, težka tekma, vedeli ste nekako, da bo gostovanje pri Olimpiji zahtevna preizkušnja. Na koncu zmaga domačih z 1-0, kako ste vi videli tekmo? Ja, na začetku bi mogli boljše krenuti v tekmo z več energije. Potem drugi počas je bil dosti boljši z naše strani, dosti boljši kot prejšnje tekme. Na koncu je zmanjkalo samo malo energije, sreče in prišli bi do zadetka. Zdaj nekako pomladi niste začeli tako, kot ste si verjetno želeli, prihajajo težke tekme. Kakšno je nekako vzdušje v slačilnici? Kako fantje nekako skupaj načrtujete izboljšanje rezultatov na igrišču? Pa sigurno je vzdušje malo slabše, kot bi bilo, če bi 3 zaporedne zmagali. Ampak vseeno to nas ne sme odvrniti od tega, da stopimo skupaj, potreniramo in probamo na naslednji tekmi boljši biti in zmagati.